Bi pa tukaj v bistvu kar naprej odgovoril gospodu Hojsu. Glejte, tako kot on meni očita, da jaz ne vem, kako je bilo biti mlad v socializmu, jaz moram njemu odgovoriti, da ne ve, kako je biti mlad v kapitalizmu. Kdor govori danes o poceni kreditih in nizkih obrestnih merah, glejte, se krediti so danes poceni, ne? 1,5% obrestna mera, danes ni nekaj nedosegljivega, praktično vsak jo lahko dobi, ampak to nič ne pomaga, če 50 ali pa 60 kvadratno stanovanje stane 200 tisoč evrov in če to pomeni, da boš naslednjih 25 let odplačeval kredit v obroku 800, 900 ali pa celo 1000 evrov za to, da boš imel streho nad glavo. Potem imaš lahko plačo tudi 2000 evrov, pa ti bo samo kredit praktično 3/4 tvoje delovne dobe pobral pol mesečnega prihodka. Pač to je realnost danes in nobeni krediti ne bodo tega rešili, to lahko reši javni sklad, ki bo zgradil 30 tisoč stanovanj do leta 2030 in to ni nič nenavadnega v zahodnji Evropi. Če pogledate Nemčijo ali pa Avstrijo, tam je 40% stanovanj v javni najemni lasti in zato so cene tam dostojne. Gradec in Dunaj imata danes cenejše stanovanja kot Ljubljana ali pa Koper ali pa Kranj, čeprav so tam plače enkrat višje. In zato je tudi kakovost življenja tam boljša in naši mladi tja odhajajo, ker si tukaj enostavno ne morejo več za slovenske plače kupiti streho nad glavo.